pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Novi Gorici, kjer se bo kmalu začela tekma prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku bodo peti krog otvorili nogometaši Primorja in Domžal. Zaustavil je žogo in zdaj išče Daniela Šturma, ki je poskrbel za dober prvi dotik. Šturm in gol! Rumena družina vodi z 1:0, 8. minuta srečanja. 25-letnik je prekinil strelsko sušo, njegov prvi gol v tem koledarskem letu in Domžalčani torej vodijo z 1:0. Offenbacher, težko delo za Offenbacherja, kajti nasprotnika je imel na hrbtu. Zavnik, to bo nova priložnost. In še konec, še poizkus Žana Beširja, ki pa ni ogrozil domžalskih vrat, ampak vseeno je bilo to dovolj za aplavz. Matic Zavnik, Elija znova do strela, precej težav za Ajdina Mulaliča. Teče zadnja minuta prvega polčasa. Matic Zavnik proti bližnji vratnici, gol! Izenačenje v Novi Gorici, 1:1. Smajlagić do gola, njegov jubilejni 10. zadetek v prvi slovenski nogometni ligi. Po slabih 4 letih je znova zadel v tem tekmovanju. Izkoristil je kaotično zmedo pred vrati Ajdina Mulaliča in še pred koncem prvega dela igre so sinovi Burje prišli do tako zelo želenega gola. Dobre kombinacije, Kolobarič, lepo se je izmuznil čuvaju, Dario Kolobarič gre v kazenski prostor, Dario Kolobarič in vendarle ni zadetka, vse je. Izmuznil se je domžalskima branilcema, še vedno Zavnik, odrinil ga je Šturm, nič ne bliska Šabanagiću, ali bo to 11 metrovka bo. Kazenski udarec za Primorje, kakšna napaka v domžalski obrambi. Žan Bešir se je nasprotniku prikradel iza hrbta in iztržil 11 metrovko. Privrženci jo z vzklikanjem še stopnjujejo. Mark Gulič je pripravljen. Gulič in gol! Primorje do popolnega preobrata, 2:1, 63. minuta. Mark Gulič je ohranil mirne živce in prišel do zadetka na drugi zaporedni tekmi. Vankvo, Milič, hitro se je napolnil kazenski prostor Primorja, dobra podaja, toda na mestu Tratnik. Vankvo na levo, Milič, znova veliko prostora za Nina Miliča. Nino Milič, ostra podaja, Tolič, priložnost za Domžale, brani Tratnik. Kakšna obramba Gašperja Tratnika po strelu Harisa Vučkića. 31-letnik te parade ni pričakoval. Milan Anđelković, iskrene čestitke za drugo zaporedno zmago. Morda ste danes nekoliko mlačno krenili v tekmo, prejeli hitro gol, ampak potem res odličen odgovor, nemudoma ste prevzeli iniciativo, prišli do popolnega preobrata in verjamem oziroma prepričan sem, da ste na fante zelo ponosni. Ja, sem res zelo ponosen, težka tekma, težko igrišče, težek nasprotnik. Tako, kot ste rekli, ja, malo mogoče na začetku nismo bili dobro začeli, hiter gol, te malo preseka, ampak pol smo stopnjevali pritisk, za moje pojme smo imeli neko inicijativo in to je pač tudi botrovalo temu, da smo 2 zadetka dosegli. Verjamem, da praktično nihče ni pričakoval po 3 tekmah, da boste po 5 obračunih imeli kar 4 različne strelce. Koliko je tudi to pomembno, da gole dosegajo raznoliki igralci? Zelo, ja, to pomeni, da je dobra ekipa, čim več imamo strelcev, to je težje za nasprotnika, ker mislim, ne vejo, koga bojo pokrivali. Izredno dobro, delajo fantje na treningu, tudi se trudijo in svaka jim čast.
Čeprav ne igrate v Ajdovščini, se danes res čutil tisti pristen ambient na tribunah, navijači so znali nagraditi vsako vašo borbeno potezo. Je morda z tega vidika današnja zmaga celo nekoliko slajša od tiste v Lendavi? Ja, je, seveda. Ne glede na to, da ne igramo doma, je 20-25 minut Ajdovščino, tukaj so veliko navijačev smo imeli. Ja, tako kot ste rekli, res pristna, škoda, da ne igramo v Ajdovščini, ker bi bilo še boljši ambient. Ajdovci so znani po tem, da so res pristni, dobri navijači in vsaka jim čast. Zdaj obračun z aktualnimi prvaki Celjani, verjetno se lahko v tekmo podate precej sproščeni in pa po 2 zmagah tudi zelo samozavestni. Sproščeni niti ne, zakaj? Nam je, kot sem rekel, z samega začetka vsaka tekma nos 3 pike. Normalno, da so Celjani favoriti, ker so zelo dobra ekipa, ampak ne gremo zdaj pač z neko belo zastavo, gremo tekmovati. Erik Merdanović, danes ste pravzaprav zelo dobro krenili v tekmo, potem pa po 8 minutah nekako kar pobudo prepustili nasprotniku. Je bila to morda taktična napaka, bi morali tudi po vodilnem zadetku še naprej iskati drug zadetek? Ja, tak je bil načrt, da nekako smo tudi v pripravi tekme upali, da bomo hitro povedali. Nadaljevati s tem ritmom, zdaj prvi polčas nam ni ratal, drugi polčas smo pol še bolj poskušali, bili nevarni za gol, na koncu nam je zmanjkalo malo sreče. Ja, ampak spet 2 individualni napaki, 2 prejeta gola in kaj drugega ni več niti za dodati. Tako da treba se zdaj dobro regenerirati, spočiti, pripraviti za naprej in upati na boljšo predstavo na naslednji tekmi. Tudi ogromno nervoze smo nekako lahko zaznali na tem obračunu, vi pa še vaša 2 pomočnika sta poromenela. Kaj vse se recimo danes dogajalo ob robu igrišča? Ne, sodniških odločitev ne bom komentiral, jaz sem zadolžen za svojo ekipo in tako da bi tukaj raje ne bi nič komentiral. Po 5 tekmah, torej 1 osvojena točka, vemo, kako v tem okolju hitro naraste pritisk, gotovo ste pričakovali večji izkupiček, vseeno čutite 100% podporo vodstva? Ja, čutim podporo, kar se tiče pritiska, ja, vemo, v kakšnem poslu smo, vemo, da smo odvisni od rezultata in da je pač rezultat merilo vsega, ampak trenutno čutim podporo v klubu. Naslednji teden vas čaka obračun s Koprom, verjetno bo to zelo pomembna tekma za vas, da vendarle izboljšate to krvno sliko in se dvignete na lestvici. Ja, vsaka tekma je pomembna, še posebej v vsaki situaciji, ki smo sami, tako da mi bomo naredili vse, da bomo to tekmo odigrali na najboljši možni način, potem pa videli, kaj nam bo to prineslo. Iskrene čestitke za zmago, druga zaporedna zmaga, pravzaprav tudi na drugi zaporedni tekmi ste dosegli gol, verjetno bi težko bili bolj veseli. Ja, veseli smo seveda zmage in 3 točk. Ja, vloga napadalca je zabijati gole, danes sem bil jaz, naslednjič bo nekdo drug. Zmagali smo kot ekipa in pomembno, da smo doma osvojili te 3 točke. 8 golov ste dosegli v prvi ligi, od tega 6 v Novi Gorici. Očitno vam ta stadion res leži. Ja, očitno res mi leži, tako da jaz sem vesel. Haris Vučkić, prepričan sem, da ste v vrnitvi v Domžale pričakovali drugačno prvo tekmo. Kaj je bilo recimo danes narobe? Kaj je manjkalo, da bi Domžale prišle do pozitivnega rezultata? Dobro, začeli smo zelo dobro. Zabili smo ta prvi gol. Mislim, da smo dominirali pa imeli eno kontrolo nad igro prvih 20-25, potem se je Primorje tudi malo prebudil, naredil si par šans, bili smo goli iz prekinitve, potem tudi penal, ampak nekako, ja, razočaran sem, tudi ekipa je cela razočarana v garderobi, nisem pričakoval takega debija. Ne samo jaz, normalno, če cel klub hoče zmago, ker bi nas to tudi dvignalo mentalno in tudi z lestvice. Ampak nekako treba gledati to pozitivno zdaj naprej, čim prej pozabiti tekmo, gledati naprej doma proti Kopru, dobro se regenerirati, povedati si par stvari na lep način v obraz in nadaljevati delati. To je edina rešitev, da gremo ven iz težav, je zmaga in potem se bo vse obrnilo.
Bili ste tudi zelo blizu izenačujočemu zadetku na 2-2. Ste tam že videli žogo v mreži, kot mnogi ostali na tribuni? Obramba Gašpera Tratnika je bila res odlična in z vašega zornega kota verjetno tudi kar boleča. Pa je bila boleča, nekako sem jo že videl v golu. Čim sem jo udaril, sem videl, da gre proti golu, ampak nekako dobro, vsaka čast golmanu, ki je dobro to odbranil. Normalno sem si želel, da gre to noter, ampak bo šla pa naslednja. Vaš povratek oziroma vaša vrnitev v prvo ligo je seveda odlična novica za slovenski nogomet. Kaj lahko vse pričakujemo v tej sezoni z vaše strani? Pa sigurno hočem čim več pomagati mladim fantom. V Domžalah imamo res mlado ekipo, talentirano. Jaz bom s svojimi izkušnjami pomagal čim več to pomagati. Normalno tudi pridodati to svojo kvaliteto, pozitivo v ekipo in normalno tudi na igrišču. Od mene pričakovati 11 nas je na igrišču, jaz ne bom to vse sam mogel rešiti. Skupaj bomo mogli stopati vseh nas, tukaj kaj nas je 25 v kadru, delati dobro na treningih in tako bomo edini lahko prišli ven iz težav.